Še ena tipična napaka v spletnih tečajih in sicer slabo oblikovane aktivnosti. Hvala, Maruša, tukaj iz edugodek.si. In ja, vem, non-stop se ponavljam s tem, morate imeti aktivnosti, morajo biti spletni tečaji aktivni, interaktivni in tako naprej. To je vse lepo in prav in tudi vidim v praksi vidim, da se na trgu že dogaja, da spletni tečaji vsebujejo pač te, tudi aktivnosti v primernem, to se pravi torej tudi v primernem trenutku, ne samo ne samo, da aktivnosti so, ne. Jaz upam, da k temu pripomore tudi tale moj priročnik spletni tečaj od A do Ž, namreč v njem sem vam predstavila, pa ne samo predstavljam, ampak dejansko vas peljam, noter je prav pripomoček dodan, v drugem delu priročnika je pripomoček o tem, kako strukturirati svoje spletne tečaje, da bojo res interaktivni, aktivni in tako naprej, in da bojo res, zasnovani tako, kot je treba, pa da opolnomočijo naše udeležence, da res pridejo do rezultata. Je pa kljub temu, no, pomembno je tudi to, da upoštevamo, da so aktivnosti primerno oblikovane. Zdaj, primerno oblikovane pomeni to, da niso preobsežne. Velikokrat poudarjam to, spletni tečaj pomeni ne samo, ko promoviramo spletni tečaj, pa rečemo, da naš spletni tečaj traja 3 ure, marsikateri spletni edukator pod to smatra samo tiste 3 ure vsebine, ki jih je on posnel, ne, pa rečejo, to so pa 3 moduli, ki imajo približno 1 uro vsebine. V resnici v to, ko promoviramo oziroma ko rečemo, koliko dolg je program spletni tečaj, moramo zraven šteti tudi čas, ki ga udeleženec porabi za aktivnosti. To se pravi tudi tisti čas, ko on implementira vse to naučeno v prakso. In takrat se zna zgoditi, da imamo mi rečemo, tečaj 3 ure, udeleženec pa zraven rab pa še 10 ali pa 20 ur, da to vse v prakso naredi. Karikiram, no. Pa malo pretiravam, ampak to dajte upoštevati, da niso preobsežne, kar se tiče z vidika časa. Potem, da niso preobsežne z vidika globine aktivnosti. Včasih naredimo mogoče, sicer v dobri veri, da bomo res veliko dali, pa naredimo aktivnosti, ki so recimo, namesto da bi jih še majčkrat malo razdrobili, damo eno veliko aktivnost, ki zahteva en velik angažma s strani udeleženca, pa to spet lahko mogoče včasih koga majčkeno odbije. Skratka, bodimo pri tem res pozorni, ta obseg aktivnosti, torej čas in tudi globina. Največkrat je pa napaka to, da so aktivnosti, ki so noter, da so nerelevantne, da so ali prezahtevne, ali nerelevantne glede na vsebino in tako naprej. Zdaj, nekaj napotkov, kako to zasnovati, da bo res primerno, imate že tudi v temle spletnem priročniku, torej v temle e-priročniku in pa tudi v spletnem tečaju, ki je tudi prav tako brezplačen, ki sledi temu priročniku, če želite nadaljevati naprej. Bistveno pa je to, da imejte vedno v mislih, na drugi strani imate udeleženca, ki ima pač neke svoje siceršnje življenje in najbrž ni vedno pač vaš spletni tečaj in vaša vsebina čist cel fokus njegovega življenja in naj bojo vsebine tudi za aktivnosti, tukaj res poudarjam za aktivnosti, relevantne glede na to, kar on potrebuje in ravno prav obsežne, da bojo ravno prav motivirajoče, da jih sproti predeluje in dejansko dela.